že klenila v svoj objem, bosta zemljo. Čakala bom, da vrneš se in kadarkoli. V imenu organizacijskega odbora Krn pohoda spomina, Kobariškega muzeja in v mojem osebnem imenu pozdravljam cenjene goste, planince, predstavnike, pripadnike Slovenske vojske, predstavnike Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Policijskega veteranskega združenja Sever, Združenja vojaških gornikov Slovenije in tudi predstavnike Avstrijskega veteranskega združenja Infanterregiment Erzog-Rainer številka 59 iz Salzburga. Seveda prijazno in iz srca pozdravljamo tudi vse vas, drage planinke in planinci, zveste pohodnice in pohodniki, ki prihajate redno na to spominsko prireditev. Že dobrih 25 let, čeprav je to 23. pohod, parkrat je slovesnost odpadla, dvakrat zaradi covida, enkrat zaradi vremena, se srečujemo v Krnskem pogorju pri Krnskem jezeru v spomin na konec Prve svetovne vojne, ki je bil uradno razglašen 11. novembra 1918. Na konec trpljenja vojakov različnih armad, beguncev, civilistov in tudi velikega preoblikovanja, ukinitve in ustvaritve novih evropskih držav. Zapisan ko poslan, odpravljaj se, oj fantič mlad, na greš soldaški stan. Odpravljaj se, oj fantič mlad, da greš soldaški stan. Še ljubco bi zahvalil, ki sva si dobra bila. O, zdaj naprej pa nikdar več, ker grem podlo star meč. O, zdaj naprej pa nikdar več, ker grem podlo star meč.
Lep planinski pozdrav tudi z moje strani, vsem pohodnicam, pohodnikom, vsem ljudem dobre volje in odprtega srca, ki se vsake leto zberete pri Krnskem jezeru, zato da počastimo spomin na vse preminule v prvi svetovni vojni. Lep pozdrav seveda tudi obema županoma, Valterju Mlekužu in Matajurcu. Lep pozdrav pa tudi z moje strani začetniku tega pohoda, Janku Stušku, ki ima vedno neke naloge in zdaj po moje fotografira okrog nas. Tako da hvala, Janko, za to izjemno pobudo, ki smo jo z veseljem povzeli in jo nadaljujemo in jo bomo seveda tudi v prihodnje nadaljevali in tudi verjetno poskušali nadgraditi. Veliko časa se že pogovarjamo, da bi postavili eno spominsko obeležje na tem kraju in z Martinom se pogovarjamo, da je mogoče pa 25. pohod, ki bo nekako, bi rekel, neka obletnica, primeren trenutek, da pa naredimo nek korak naprej in da še dodatno zapišemo ta pohod spomina, ki opozarja vse nas, pa tudi bodoče rodove, da se take grozote, kot so se dogajale v tem Visokogorju, pač ne smejo v prihodnje dogajati. Hvala lepa za besedo, seveda in lep pozdrav tudi v imenu občine Kobarid, pa tudi v mojem imenu, seveda tudi podpredsednik Državnega zbora je tudi že povedal vse misli. Konec konci tudi naša občina se zahvaljuje vsem, ki pač prihajate v to prečudovito okolico Krnskega jezera in teh visokih gora tukaj okrog, ki so se resnično odbijali neke tragični trenutki ljudi, človeštva in seveda, kot vsi pravimo, naj se ne bi te stvari nikoli več dogajale. Seveda, za vse to se moramo mi truditi in skupaj delati na tem, kajti mir pravzaprav niti neka samoumevna stvar, ampak jo je treba gojiti, vzdrževati, ljubiti in spoštovati in seveda jo moramo tudi razumeti. Vidimo danes sami, kako se tukaj nekje, pravzaprav v naši bližini, vse te stvari dogajajo, kako še danes žal ljudje trpijo zaradi vojn in po raznih bojiščih še vedno umirajo. Ne dovolimo si vsi tukaj, je naša odgovornost in dolžnost, da na to opozarjamo vsi svoje bližnje, svoje daljne, svoje prijatelje, vse, konec koncev vse, ki jih poznamo, da delamo v miru in da tudi ta mir ostane. Naj rečem za konec tudi jaz še enkrat hvala vsem organizatorjem, vsem, ki se tukaj trudite in seveda tudi vam srečen povratek v dolino, pa seveda ostanite vsi zdravi. Naj bo ta pohod opomin, ne prihajamo tukaj samo zato, da gremo na pohod, da imamo lepo, ampak da opozarjamo, da se to v svetu ne sme več dogajati. Na tem svetu je dovolj hrane in voda za vse, samo porazdeliti si jo moramo, pamet in lahko živimo v miru. Hvala lepa obema županoma. Z nami je danes del orkestra Slovenske vojske. V prireditev so nas uvedli s himno. Zdaj nam bojo pa zaigrali naslednjo skladbo, prosim. Smo počaščeni, da lahko pozdravimo in povabimo k slavnostnemu nagovoru brigadirja Uroša Paternusa, namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske.
Na začetku bi vse prav lepo pozdravil, še posebej podpredsednika Državnega zbora, župana občine Bovec in pa Kobarid ter organizacijski odbor. Danes smo se tukaj zbrali, da obudimo spomin na dogodke, ki so se zgodili pred več kot 100 leti. Dogodki, ki izhajajo iz Prve svetovne vojne. Nekateri zgodovinarji pravijo, da je zgodovina človeštva zgodovina vojn. Odkar poznamo človeštvo, od takrat smo imeli vojne, konflikte in spopade. Vendar vojne prinesejo samo najslabše. Prinesejo uničenje, prinesejo trpljenje, prinesejo smrt. Nihče se ne želi vojne. Tudi vojaki ne. Vendar vojna je danes realnost. Tudi v Evropi. Poslanstvo vojaka je, da brani svojo domovino. In če je potrebno, da žrtvuje tudi svoje življenje. To je najdragocenejše, kar imaš. Tudi v Slovenski vojski smo v službi domovine. Pa naj si gre pomoč pri zaščiti in reševanju ali pri obrambi naše domovine. Za zaključek pričakujem in želim, da se taki dogodki izvajajo tudi v bodoče. Zakaj? Kajti to so spomin in opomin, da znamo ceniti, kaj imamo. Imamo svojo domovino in živimo v miru. Živim vam lep dan in srečen povratek nazaj v dolino. Encijan, Encijan, tvoj cvet je plav, plav kako ročki dve, plav kot morje. Plav kako ročki dve, plav kot morje. Gorska sleč, tvoj cvet je rdeč, rdeč kakor lički dve, rdeč kakor kri. Rdeč kakor lički dve, rdeč kakor kri. Očnica, očnica, tvoj svet je bel, bel kakor zobkov krog, bel kakor sneg, bel kakor zobkov krog, bel kakor sneg. Encijan, Encijan, tvoj svet je plav. Hvala lepa tudi našim drugim zvestim spremljevalcem, pevcem. Zdaj pa prihaja slovesen trenutek prižiganja spominskega ognja. Krasnati, Bistra, Bistrani. A on, sirota tebi žuga, vihar grozan, vihar strašan. Prihromev z gorkega bojuga, divjav čez plodno boravan, ki tvoja jo napaja struga, gorje, da daleč ni ta dan.
Na tavo jasen bo obok, krog tebe pa svinčena toča. In dež krvav, in solz potok, in bliskin grom, obitva vroča. Tot sekla britva bodo jekla, in ti mi boš krvava tekla. Kri naša te pojila bo, sovražna te kalila bo. Takrat se spomni bistra Soča, kar gorko ti srce naroča. Kar bode shranjenih voda v oblakih tvojega neba, kar bode v tvojih poplaninah, kar bode v cvetnih je ravninah. Ta čas pritrvi vse na dan, narasti uskipil val strašan. Ne stiskaj v meje se bregov, srdica čez branove stopi in tujce zemljelačne utopi na dno razpenjenih valov. Krasna si, bistra hči planin. Zdaj ob tej priliki, glede na naš EMŠO, bom jaz prebral še pismo vojaka, pripadnika 27. ljubljanskega pehotnega polka, ki je služil pri 13. kompaniji na špici Rombona. Enote tega polka so bile razporejene tudi tle gor nad nami, tu je Lemeš in levo proti Potočam. Zdaj pa pismo tega vojaka, ki ga piše svoji sestri. Draga sestra, božični dan je za nami. Zopet si me osrečila svojo sestrinsko ljubeznijo. Prejel sem vse v najlepšem redu in z velikim veseljem. Kdaj ti bom mogel povrniti? Slike, ki si mi jih poslala, bodo krasile mojo skromno bajto. Jabolka krepile želodec in slaščice slajšale življenje. Včeraj sem dobil 3 pisma od tebe, očeta in tete Ziharlove. Oče so mi poslali orehov in perilo. Gotovo te bo zanimalo, kako je meni. Najprej naj ti naznanim, da imamo skozi slabo vreme. Sneg dan in noč. Pri moji koči ga je nametlo skoraj 5 metrov. Vse je nabasano s snegom. Tesnobni občutki, težko opisljivi. Včeraj se mi je zgodil strašen dogodek. Moj Purš je šel na opazovanje, zdrsnilo mu je, ni se ustavil in padil 700 metrov v globino. Pri tem ogledu sem tudi sam zdrsnil, pa sem se z Božjo pomočjo po par metrih ustavil nad strašnim prepadom. Kako tanka je nit med življenjem in smrtjo. Včasih zna biti narava bolj kruta kot vojna. Prejšnji mesec je strela kosila smrt na gori. Toliko za danes, z upanjem na lepše čase in lepše dni, te pozdravlja tvoj brat Pepi. Rombon, 30.12.1915. Mnogo tistega, kar vemo o časih na Soški fronti pred dobrimi 100 leti, je bilo dejansko zapisanega v pismih, dnevnikih. Enega takega smo slišali. Niso pa imeli vsi sreče kot tale Karlo Pavlin, Kobaric, ki je bil v času Prve svetovne vojne topničar v bateriji 3. polka gorskega topništva. Po koncu vojne je bil še vojni ujetnik. On pa je zapisal takole. Bila je ravno sobota, lep jesenski dan. Stopil sem na domača tla v Kobarid, ki sem ga zapustil oktobra 1914. Po 5 letih trpljenja, ker je bil še ujetnik, sem se vrnil domov. Vrnil sem se v domač kraj.
malo se nas je vrnilo. Drugi so ostali na bojiščih, v ujetniških taboriščih in njihova utrujena telesa so pokopana širom sveta. Bodi jim blag spomin. Kakor bodi spomin vsem tistim, zaradi katerih smo se zbrali tukaj danes. Še enkrat zahvala vsem za udeležbo, vsem govorcem, Slovenski vojski, sodelujočim v programu, pevcem, Gorski reševalni zveze Slovenije, postaje Bovec in ne nazadnje seveda planinskemu društvu Nova Gorica. Pri vodenju proslave sem bil z vami Martin Šolar iz Kobariškega muzeja. Zdaj vse prisotne vabim na kratko slovesnost pri Madžarskem križu s polaganjem vencev in blagoslovom. Hvala lepa. Tu pri Madžarskem križu se simbolično tudi s strani Republike Madžarske spomnimo dogodkov, ker je njegova ekscelenca, veleposlanik, ki nas je običajno nagovoril, in tudi vojaški ataše sta žal zadržana, bo predstavnik veleposlaništva počakal nam povedal par besed, prosim. Hvala lepa. Drage dame in gospodje, lepo vas pozdravim v imenu gospoda veleposlanika Mađare Andora Ferenca Davida. Hvala lepa, vi ste prišli, vi ste z nami danes. Hvala lepa tudi za organizatorjem, da so omogočili spomeniti na naše junake žrtve. To je zelo pomembno za nas Mađari. In tudi mnogi Mađari so prišli danes iz Mađarske in dovolite mi za pozdraviti na mađarskem jeziku naš državljan. Sledi polaganje vencev tujih veleposlaništev Poljske in Madžarske in pa tudi veteranskih
združenj in društev. Hvala vsem za pogleditev, zdaj pa našega tudi rednega spremljevalca, gospoda Milana Pregla, vojaškega duhovnika, prosim za blagoslov in molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Bratje in sestre, vsak človek ima pravico do pripadnosti nekemu narodu, občestvu, skupnosti, s katero se lahko istoveti in ji v polni meri odgovorno služi. Zbrali smo se k molitvi, k spominjanju in opominjanju, da bi nas žrtve iz preteklosti vabile k bolj plemenitemu, bolj človeškemu delovanju. Ko se spominjamo preteklosti, gledamo v prihodnost in molimo in prosimo za našo zdravo pamet, da bi nikoli ne naredili nič takega, kar bi škodovalo človeškemu dostojanstvu. V spomin na vse umrle zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Blagoslovi naj vas Gospod in naj vas vedno varuje. Amen. Razjasni naj svoj obraz nad vami in naj vam bo milostljiv. Amen. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. Amen. Gospod daj vsem rajnim večni mir in pokoj, In večna lučna in svetli. naj počivajo v miru. Amen. Naj nas blagoslovi vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.